Ena sama noč. Oče me je poklical, mislim, da je bilo okrog 1 po polnoči. Trepalnice so se mi še sprijemale, ko sem se v naglici površno oblekel, nato pa sem stopal pol v sanjah, pol v zavesti po strmih stopnicah navzdolj. V veži je bilo precej hladno in čista tema. Odprl sem vrata in pogledal na nebo. Nobene zvezde, čez in čez sama dolgočasna, mokro-siva barva. In nikjer ni svetlobe, samo daleč tam se je medlo bleščalo v nekem oknu. Stopil sem po prstih v sobo, kjer je ležala moja mati. Zrak je bil težek in gost, poln tistega tujega, vznemirjajočega duha, kakor plava v bolniških posteljah. Zdelo se mi je, da spi. Dihala je naporno, da so ustnice ob vsakem dihljaju zatrepetale. Pogladil sem jo po čelu, bilo je mrzlo kakor led, a dolje v obrvih sem začutil potne kaplje, kakor bi bila vročina šele ravnokar izginila. Obraz se je v teh kratkih dneh popolnoma izsušil ali črte se niso spremenile. Še vedno tako dobre, ljubezni polne in polne trpljenja. Na mizi je stalo veliko število kozarcev, steklenic in sklenic, mleko, vino, limonada, čaj in neka črnihasta pijača, ki smo jo dobili od zdravnika, vsako uro majhno žličico. Jaz sem sovražil to črnikasto tekočino. Dišala je neprijetno in ostavila v ustih zoprno osladen okus. Zavil sem se v havelok in sedel k svetilki, da bi čital. Pred seboj sem imel krajše sestavke Emersonove. Ali čutiti sem začel, kakor bi mi vrtal kdo s vedrom v glavo, počasi, natančno in previdno, in zaprl sem knjigo. Nocoj mi je bilo strah te matematične poezije in lirske vznesene logike. Ob svetilki je zabrenčala muha. In kakor da bi se zavedal šele ta trenutek čudovite pričakujoče tišine, ki je ležala v sobi, tam zunaj in po vsem svetu. Nisem si upal prestaviti kolena na koleno, da bi ne zadel ob stol. Postelja in stene in slike na njih, vse se je izgubljalo v pustem polmraku, samo pod reflektorjem svetilke se je svetil velik krog. Mati je dihala še vedno, kakor ob mojem prihodu, naporno in redno. S tihimi koraki sem stopil k njej in se nagnil k njenemu obrazu. Ona me je gledala naravnost v oči, mirno in nepremično, da me je pretreslo do mozga. Hotel sem jo prijeti za roko ali jo poljubiti na lice, to da nisem se ganil. Tako težko mi je bilo, kakor bi zagledal hipoma pred seboj vse svoje življenje. Nehvaležnost, laž in nezvestobo. In ta trenutek je bila večnost. Njene trepalnice so se zatisnile, jaz pa sem ostal pri njej. Sedel sem poleg postelje in se naslanjal s komolcem prav pri zglavju. Spominjal sem se na različne momente, ki se mi je zdelo, da sem jih bil že davno pozabil, ali nekatere pozneje sploh nikdar mislil nisem, ker se mi niso zdeli važni. Nekdaj sem slonel razjarjen in slabe volje ob oknu, preslišal sem bil ravnokar pridigo od matere in odgovoril sem jako pikro. Ko se ta trenutek ozrem, zdrznem se od strahu in sramote. Vame so bile uprte njene oči, ljubeče, izmučene in proseče, in v očeh sta se svetili 2 solzi. Ko sem bil študent, ležal sem svoje dni v bolnišnici in moja mati me je prišla posetiti. Vedela je sama, kje je moja postelja in ni vprašala nikogar. Ali postelja je bila prazna. Obstala je kakor kamen in lica so jo osivela, iz grla pa se je izvil samo neznan šibek glas. Spreletelo jo je v prvem hipu, da sem umrl tu na samem, brez nje. Jaz pa sem stal ob vratih in zjokal bi se bil od ljubezni. Ali vsi ti prizori postajali so nejasni, menjavali so se hitro in izginjali. Obšla me je utrujenost in naslonil sem glavo na blazino. Moja mati je umrla. Okrog postelje je stalo vse polno žensk, nekatere sem poznal in bile so mi zoprne.
čemu so prišle svojimi starimi, dolgočasnimi obrazi, radovednimi očmi in dolgimi njuhajočimi nosovi. Vse so se vrtile venomer in mahale z rokami, kakor bi imele neprestano opravka, a kljub temu se nobena ni pritaknila kakšne potrebne stvari. Moje sestre so napravljale mrtvaški oder, vse so jokale, včasih celo na glas, to me je napravljalo nervoznega. Kaj je treba tega, pa jo zbudite. Mimo postelje, kjer je ležala mati, sem hodil hitro, ne da bi se ozrl na nje. Zdelo se mi je celo samemu, da je vse moje urno kretanje afektirano. Loteval sem se z veliko gorečnostjo stvari, ki bi jih opravili ravno tako brez mene. In pri tem sem bil vsem in vsakomuru na poto. Zgrabil sem klobuk in odhitel na cesto, ali sredi pota nisem več vedel, kam sem se bil namenil, in vrnil sem se prav tako hitro domov. Po noči sem bdel v mrličevi sobi. Ovladalo me ni nikdar kakšno posebno čustvo, niti mislil nisem kaj vznemirjajočega. Najbolj mi je bilo na skrbi, da se izvrši pogreb v redu in pravilno. Prepiral sem se zaradi pogrebcev, noben mi ni bil po volji. Naj nosi hlod iz gozda, pa ne krsto na pokopališče, ta svojim surovim obrazom. Ali kljub vsemu, kar sem počel sam in kar sem videl okrog nje, živelo je na dnu moje duše čudovito prepričanje. Sramoval sem se tega prepričanja in prigovarjal samemu sebi, da je budalost in nesmisel. Ali nimaš dokazov, pojdi in potipli te mrzle ude. Moja mati ni umrla, to je bilo moje prepričanje. Stal sem blizu, ko so zabijali raku, toda obrnen sem bil proti oknu na cesto, štel sem udarce, ali ko sem opazil, da ponavljam vedno eno in isto številko, opustil sem to nepotrebno delo. Pogrebci so hodili sem in tja in se držali jako slovesno. Oni, ki bi imel nositi križ, okrasil se je klobuk, kakor bi se odpravljal na svatbo. To me je vznemirilo. Strgal sem v šopke za traku in jih vrgel na cesto. Vsled tega bi bil kmalu nastal majhen prepir, toda neka suha ženska z majhnimi solzljivimi očmi in špicastim nosom je vzdignila roke in prišla mirit. Ljudi je dohajalo vedno več. Ostajali so večji del zunaj pred hišo, samo nekateri, ki so se šteli naše jako dobre znance, prestopili so prag. Posebno me je razljutil nekog dolg človek s tanko, redko brado in visoko povzdignjenimi obrvmi. Svečano se mi je približal in mi ponudil roko. Dotaknil sem se njegove dlani in se obrnil stran, on pa se mi je silil prav pred prsa in mi šepetal na uho neke neumne besede. Kdo pa vas je prosil, da nas pridete to lažiti? Zvonovi so zazvonili, pogrebci so vzdignili krsto in visokem, melanholičnem tonu so zazvenele latinske molitve duhovnikove. Krog mene pa je zaplakalo, ihteče in poludušeno, in sosedje in znanci so stresli z glavo in pogledovali drug drugega z dolgočasnimi pogledi. Ali to je nemogoče? Kako bi se mogel zgoditi tak čudovit, nenavaden dogodek brez vsakega pričakovanja, nenadoma in brezobzirno? Moja mati ni umrla. Kako bi mi seglo do duše, kako bi mi ubilo srce, če bi prišel resnično ta strašni čas? In ta misel sama me je stresla po vsem životu. Če umr je moja mati. Nisem si mogel predstavljati, kakšno bi bilo potem življenje. Kako bi si ga ne bil mogel predstavljati brez sonca ali brez vode. Kako bi se pogledali, kadar bi prišli od pogreba in ostali sami v tej široki, nizki sobi. Silo sem se otresel teh misli, ki so me vzburjale in mi napravljali nepotrebno grozo. Prišli smo na pokopališče. Ob jami sta stala dva zamazana starca z okroglimi, gladko obritimi glavami. Naslanjala sta se na lopata in čakala, da pridemo bližje. In zdaj so se pričele molitve. Jaz jih nisem razumel, samo šumelo je krog mene, kakor šuštenje in brenčanje bučel. Poklekal sem kakor drugi in vstajal in kropil po krsti.
Slišal sem, kako je bobnela sasušena prst po lesenem pokrovu, sprva glasno in votlo, potem pa, ko je padala prst na prst, samo polglasno in mirneje. Neka ženska, zdi se mi, da je bila moja sestra, pokleknila je na grob in jokala in ihtela, da si je tu pa tam kdo obrisal oči, zmajal z glavo in odšel. Naposled smo se odpravili tudi mi. Oče je stopil mimo grede v župnišče, jaz pa sem šel počasi proti domu. Bilo je že blizu na večer. Doma ni bilo razen mene še nikogar. Sedel sem za mizo in se zagledal v steno. Kako se je vse čudovito zgodilo. Zdaj je vse tiho in soba je tako velika, kakor bi se bila v teh dneh širila in širila. Skoraj me je obšel strah v tem silnem, praznem prostoru. Hotel sem pogledati v kuhinjo, če že napravljajo večerjo. Tam pred ognjiščem je stala ženska in to je bila moja mati. Mama, ali bo kmalu večerja? Obrnila se je hitro k meni, neznan star obraz z neprijaznimi, suhimi očmi in nagubanim vratom. Zarezal me je nož iz možganov do srca, vse se je raztrgalo v meni in zakrvavelo, zakaj moja mati je umrla. In pal sem z obrazom na tla. Zlonel sem na zglavju pri posteli svoje matere. Zadremal sem samo za pol ure. Ona je dihala mirno in enakomerno, ustna pa so se smehljala. Samo še 2-3 dni in nobene nevarnosti ne bo več.